Kaj je smisel življenja? Zakaj sem na tej zemlji? Ali imajo stvari v mojem življenju sploh kakšen smisel? To so zanimiva vprašanja, kaj ne da? Nekoč pred davnimi časi je bil en človek, ki je imel dobesedno vse. Bil je najbolj inteligenten in bogat človek pod soncem v svojem času. Bil je izjemno slaven, popularen in občudovan. Imenoval se je kralj Salomon. In kar je na koncu ta izjemno imeniten kralj ugotovil, je bilo to. Namenil sem se modro preiskati in dognati vse, kar se dela pod nebom. Mučno opravilo je dal Bog ljudem, da se ubadajo z njim. Videl sem vsa dela, ki se opravljajo pod soncem, in glej, vse je nečimrnost in lovljenje vetra. Ker ga njegovo izjemno bogastvo ni osrečilo, se je odločil brati še eno pot. Rekel je, da bo naredil vse mogoče doktorate, od filozofije, matematike, lingvistike do metafizike, skratka, da bo preučil vse, kar se da preučiti, in dognal je tole. Govoril sem v svojem srcu in rekel, glej, poglobil in razširil sem modrost bolj kakor vsi, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu. Moje srce se je naučilo veliko modrosti in znanja. Nato sem obrnil svoje srce, da bi spoznal modrost, znanje, zablode in topost. Spoznal sem, da je tudi to lovljenje vetra. In za spodbudo je ta kralj ugotovil še sledeče. Modri ima oči v svoji glavi, norec pa hodi v temi. Spoznal pa sem tudi, da zadene oba ista usoda. Tedaj sem rekel v svojem srcu, ista usoda, kakor norca, zadene tudi mene. Čemu sem nekoč modroval o dobičku? Zato sem rekel v svojem srcu, tudi to je nečimrnost. Niti spomin na modrega, niti spomin na norca ni trajen, ker se v daljnih prihodnih dneh vse pozabi. Tako modri umre skupaj z norcem. Tako sem zasovražil življenje, ker mi je postalo zoprno delo, ki se opravlja pod soncem. Kajti vse je nečimrnost in lovljenje vetra. Tudi nas bo doletela ista usoda, kot je doletela tepca in kralja. Naše ime bo pozabljeno in naši potomci se nas ne bodo več spominjali. Jaz osebno poznam le enega od svojih pradedov, slike in pripovedi. Od drugega vem le za njegovo ime, za druga dva pa ne poznam niti njunih imen. Kako naj bi šele vedel za ostale moje prednike? Tako tudi naši zanamci se nas nekega dne ne bodo več spominjali. Kaj je torej smisel življenja? Torej, zakaj obstajam? Veste, zelo občudujem ateiste. Veste zakaj? Zaradi njihove vere. Moram priznati, da imajo izjemno veliko vero. Vero pa imajo zato, ker svoje teorije o začetku vesolja ne morejo dokazati. In sicer verujejo, da na začetku ni bilo nič. In kar od nekje so se vzeli neki plini in potem so se ti plini začeli mešati. In ko so se zelo dobro zmešali, je nastala neka ogromna materijska gmota, ki je nato eksplodirala in nastalo je vesolje, galaksije, planeti, lune, zvezde in tako dalje. Ampak to še ni vse. In ta materija, karkoli je že bila, zemlja, prah, pesek, kamenje, se je tako fajn zmešala, da je iz neživega nastalo mikroskopsko življenje. In iz nekih miniaturnih organizmov naj bi po še malo mešanju nastala riba in sedaj je ta zlezla iz morja. A ja, pa še voda je nastala v tem silnem mešanju. In tako naj bi nastali ogromni dinozauri in po še malo mešanja je končno nastala opica in iz nje naj bi nastal človek. In sedaj se ta človek muči pod soncem z raznovrstnimi opravili in na koncu ga zadene ista usoda kot vse ostale živali. In ateisti verujejo tudi, da ko umreš, preprosto prenehaš obstajati, ker naj bi bil človek le materijsko bitje. Zelo občudujem ateiste zaradi njihovega izjemnega upanja v nesmisel življenja in upanja, kot je kralj Solomon rekel, v lovljenje vetra. Zakaj torej živim? Zakaj obstajam? Od kje sem prišel? Sveto pismo nam da pa čisto drugačno sliko. Ta pravi, da je pred začetkom vesolja obstajal Bog, ki je naredil načrt za vse, kar obstaja od začetka do konca. Tudi tebe in mene je načrtoval in naju postavil v točno to časovno obdobje. Piše tako, iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi napolnil vse obličje zemlje in ljudem odmeril čase in meje bivanja. Vidite, tukaj nam Sveto pismo pravi, da nas je Bog sam postavil v ta trenutek in v ta kraj, kjer živimo.
In če nas je postavil v ta prostor, nas ni postavil kar tako. Postavil nas je z namenom. Ja, tako je. Mi ljudje imamo namen, neminljivi, večni namen. Ko beremo ravno kar omenjeno svetopisemsko vrstico brez njenega nadaljevanja, obstaja nevarnost, da doživljamo in razumemo Boga kot deisti. Deisti so ljudje, ki verujejo v Boga in ga razumejo kot urarja, ki je naredil uro, to je naš svet, jo navil, postavil v delovanje in sedaj je nekje daleč oddaljen, nedosegljiv. Poseže v svet le takrat, ko gre kaj hudo narobe, da popravi stvari oziroma kot ljudje v naših krajih govorijo, no, vsaj tako so govorili včasih, da te Bog štrafa, da ti da s palico po hrbtu, da te kaznuje, da se poboljšaš. Takšno razumevanje Boga, stvarnika, je zelo prisotno v naših krajih. Ljudje mislijo, da je Bog daleč in vsakdanjemu človeku skorajda nedosegljiv. In to predstavlja izjemno velik problem, ker to ni res. Poglejte, kaj pravi naslednja vrstica. Da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas, zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo. Ali kakor so povedali nekateri od vaših pesnikov, saj smo po rodu iz njega. Ali bom s smrtjo prenehal obstajati? Ste že slišali zgodbo o pogovoru še dveh nerojenih dvojčkih? Gre nekako tako. Še dva nerojena dvojčka sta se v maminem trebuhu pogovarjala. En vpraša, ali verjameš v življenje po rojstvu? Življenje po rojstvu? Ja, seveda, nekaj še mora biti po rojstvu. Mogoče je to, kjer sedaj živiva, samo priprava na tisto, kar potem prihaja. Ma kakšna neumnost, pravi drugi. Ta svet, v katerem živiva, je vse, kar je. In to je to. Življenje po rojstvu ne obstaja, le kako bi to izgledalo. Ja, ne vem, mogoče bova hodila s svojimi nogami, jedla s svojimi usti. To je absurd, pravi drugi. Jesti svojimi usti, to je neumnost, popkovina naj ohrani. Zato to življenje po rojstvu ne more biti, pa tudi pepkovina je prekratka. Drugi pravi, ja, čakaj malo. Mogoče pa je malo drugačen svet po rojstvu, kot je tale. Pa pravi njegov bratec, nihče se še ni vrnil sem. In po rojstvu je samo tema in strah in konec je življenja. In to nas nikamor ne pelje. Drugi pravi, no, ne vem, kako bo natanko vse izgledalo, a vem nekaj zagotovo. Videla bova mamo in ona bo skrbela za naju. Mamo, ti verjameš v mamo? Ja, kje pa je ona sedaj? Ja, ona je vse okoli nas, v njej živiva, brez nje ne bi bilo tega sveta. Jaz jo ne vidim in zato se mi zdi edino logično, da ona ne obstaja. Včasih v tišini jo lahko slišiš, pravi drugi, lahko jo čutiš. Verujem, da obstaja življenje po rojstvu in sedaj se na to življenje le pripravljava. Poglejte, kaj je Bog rekel enemu preroku, ki se je imenoval Jeremija. Zgodila se mi je beseda Gospodova rekoč. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom. Bog pravi za Jeremija, da ga je on sam upodobil. Ni bil skupek na ključi, tudi poznal ga je, preden je sploh začel Jeremija obstajati. Vedel je, kakšne lase bo imel, kakšne barve oči, koliko bo velik. Vedel je tudi, kakšen karakter bo. In Bog je tako ustvaril tudi vse nas. Preden smo začeli obstajati, nas je poznal. Preden smo se rodili, je vedel, kako nam bo ime. Preden smo zadihali naš prvi dih, je že vedel, s čim se bomo v življenju soočali. In ta Bog, ki nas je ustvaril, v katerem se gibljemo in smo, ta Bog, ki je postavil večnost v naša srca, nas pozna po imenu. Nismo le ena številka na papirju v neki evidenci. Zdaj pa, tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodobljevalec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo žgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog, sveti Izraelov, tvoj rešitelj. Za koga je ta obljuba? Zate in zame. Ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Ima vse sploh kakšen smisel? Ta kralj Salomon, o katerem sem na začetku govoril, je preizkusil vse, od bogastva, uživanja, vladanja, študiranja, ma nema da nema.
In na koncu je ugotovil, da je vse zemeljsko lovljenje vetra in nečimrnost. A vendar ni poznal tega, kar je Bog pripravil v svojem načrtu. To, kar je Bog pripravil za vse ljudi, je prišlo 1000 let kasneje po kralju Salomonu. Se vprašamo, ali ima to življenje sploh kakšen smisel? Pa še kako ga ima. To je življenje, ki določa našo prihodnost. To je življenje, ki določa našo prihodnost v večnosti. To je v življenju po smrti. V Svetem pismu, natančneje v Stari zavezi, Bog poimenuje ta svet, kjer živimo, kot dolino odločitve. Pravi tako, množice v dolini odločitve, kajti blizu je dan Gospodov v dolini odločitve. Na tem svetu, v tem življenju je čas naše odločitve. V tem življenju je čas odločanja o naši prihodnosti. To življenje ima smisel, ker v tem življenju se odločamo, kje bomo v večnosti pristali. Bodi si v nebesih z našim Bogom in stvarnikom, bodi si v peklu s hudičem. Pristali bomo v hiši našega ljubečega očeta, bodi si na duhovnem smetišču, kjer je zaprt človeški sovražnik. Moja srčna želja je za vse nas, da si izberemo življenje v nebesih, življenje v svobodi, življenje, za katerega smo bili ustvarjeni in za katerega se sedaj pripravljamo. In pot v ta kraj naj je znana vsem ljudem. En od Jezusovih učencev je rekel Jezusu, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Vera v Jezusa Kristusa je to, da je On plačal ceno za naše grehe na križu, da nas je On na križu s svojo krvjo opral vse krivičnosti in da je na tretji dan vstal od mrtvih. Ta vera je vstopnica za nebesa in še ta je zastonj. Stanete popolnoma nič, a hkrati vse in vendar se splača. Postavi svoje zaupanje v Jezusa, začni verovati vanj z vsem srcem. Povej mu prav zdaj, Jezus, verujem vate. Verujem, da si na križu plačal ceno za moje grehe in da si tretji dan vstal od mrtvih. Pridi v moje življenje, bodi moj gospodar in odrešenik. Kaj je torej smisel in namen življenja? Živimo zaradi odločitve, katero moramo narediti glede večnosti, glede tega, kaj se bo zgodilo z nami, ko naše telo umre. Živimo tudi, da ljudem okoli sebe pomagamo pri tej odločitvi in med drugim pa moramo opravljati še dela, ki so nečimrnost in lovljenje vetra. To so dela, ki ohranjajo naše telo pri življenju na suhem in toplem. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.